Molim, ko sem v puščavi, srce prazno in pusto je. Duša mi vsale po njem hrepeni, moj Bog je taki preskrbi. Molim, ko ogenj obdame, v stiski, trpljenju, skrbeh. Vera močnejša je od zlata, prečisti v ognju me bo. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Molim, ko v boju se znajdem in zmaga oddaljena je. Vendar v Kristusu zmago imam, obljubi tej vas sem predam. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Ti boš ostal, moj Bog življenja, tebi ves čas hvalnice pel bom srca, ker ti si razlog slavljenja. Ti boš ostal, moj Bog življenja, tebi ves čas hvalnice pel bom srca, ker ti si razlog slavljenja. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Molim, ko čas je zažetel, ti daješ obilno mi vse. Vem, da napolniš me, ko prazen sem, to seme naprej bom sejal. Lepo pozdravljeni. Smo v velikonočnem času. Danes je cvetna nedelja. Čas, ko se spominjamo Jezusovega slavnega prihoda v Jeruzalem. In v Božji besedi, v Matejevem evangeliju, v 21. poglavju od 8. vrste naprej, beremo o tem naslednje. Tako pravi Božja beseda. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot, in množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: Hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Hozana na višavah. Tukaj smo prebrali, da so množice z velikimi odprtimi rokami sprejeli Jezusa, ko je prišel v Jeruzalem. Veselili so se, da je Jezus, ta obljubljeni Mesija, prišel končno med njih. Brali smo, da so na pot, na kateri je Jezus hodil z oslico, lomili veje, palmove veje, razgrinjali svoje plašče na to pot in ga pozdravljali, mu vzklikali, ga častili. Bili so zelo veseli, da je Jezus prišel med njih. Ampak, če gremo v tej zgodbi malo naprej, samo en teden pozneje je večina izmed teh ljudi imela povsem drugačen pogled na Jezusa. Namesto, da bi ga častili, namesto, da bi ga slavili, so začeli vzklikati, naj ga ubijajo. So začeli postati jezni na Jezusa, ga kriviti, zahtevati njegovo smrt. To veselje, ta radost ob Jezusovem prihodu v Jeruzalem se je spremenila v eno jezo,
žalost, nekaj slabega, negativnega. In ko tako razmišljam o tem dogodku, enostavno ne morem razumeti, kako so lahko ti isti ljudje, ki so pred nedavnim tako častili Gospoda, zdaj začeli kriviti in obsojati Jezusa, mu želeti smrt, ki je bila namenjena za največje zločince. In ko tako razmišljam, mislim, da se Jezus ni spremenil niti malo v tem enem tednu. Jezus, pravi Božja beseda, je isti včeraj, danes in isti ostane na veke. Ampak kaj se je spremenilo v tem času? Spremenile so se okoliščine. Ljudje so začeli drugače razmišljati o Jezusu. Začeli so mu pripisovati zločine. Začeli so ga obsojati. Okoliščine so bile tiste, ki so se spremenile. In zaradi tega so ljudje iz stava slavljenja prišli v stav obtoževanja. Tudi mi živimo danes v močno spremenjenih okoliščinah. Že prejšnji teden je bilo spremenjeno toliko stvari, sprejeti so bili ukrepi, ki nam onemogočajo prosto gibanje izven občin in tako naprej. In naše okoliščine so se v tem času močno spremenile. V teh trenutkih je mogoče veliko negotovosti, kdaj se bo vse to končalo, kdaj bo vse skupaj šlo na bolje, kaj na prihodnost obeta. In hitro se lahko te okoliščine prikradejo tudi v naše srce. Hitro lahko vse to vpliva na naš stav. Ali bomo častili Gospoda še naprej, ali bomo povzdigovali to ime Jezus, ki je vredno vse časti, ali pa ga bomo začeli tudi mi obtoževati, mogoče ignorirati, mogoče ne več toliko brati Božje besede, ali moliti, ali peti Bogu na slavo. In v tem času vas vse spodbujam, da ne dovolimo to, da resnično pripravimo naše srce, da časti Gospoda, da povzdigne ime nad vsakim imenom, kralja vseh kraljev, Jezus Kristus. Zato naprej, ko bomo peli Bogu na slavo, otrimo svoje srce in rečemo: Gospod, ne glede na okoliščine, ne glede na to, kaj se dogaja okrog mene, želim te častiti. Želim slaviti tvoje ime, želim te peti na slavo, želim v molitvi povzdigovati tvoje ime, ti še naprej zaupati, še naprej tebi služiti, Gospod, kajti ti si vreden. Ti se skrbiš naprej zvesto zame in tudi jaz želim biti zvest tebi. Zato vas vse spodbujam, pridemo pred Gospoda prav zdaj in povzdignimo Jezusovo ime v slavljenju. Skrij me zdaj v svoj objem, zaščiti me svojo mogočnostjo, ko vihar preti v življenju mi. S tabo dvignem se in poletim. Oče, ti imaš oblast nad vsem. Vem, varen sem, ker ti si Bog. Počitek imam le v Kristusu. Zaupam mu
Dragi Jezus, hvala ti za tvojo veliko dobroto. Hvala ti, Gospod, da se tako zelo skrbiš za nas, da ti je mar za nas, Gospod. In hvala ti tudi v tem času, ko je mogoče okrog nas toliko negotovosti, ko ne vemo, kaj se bo zgodilo naprej. Gospod, ti si še vedno kralj vseh kraljev. Ti si še vedno tisti, ki vladaš. In Gospod, v tem času želimo priti pred tebe, te povzdigniti, Gospod, se ti zahvaliti za vse dobro, kar si že storil. Ti si tako čudoviti, Gospod. Ti nas tako ljubiš. Šel si, Gospod, do konca, šel si do križa za vse nas, da bi lahko večno živeli, da ne bi bili na vekomaj obsojeni, Gospod, zaradi greha, ampak da bi bili upravičeni, da bi bili posinovljeni, Gospod, da bi lahko tebi pripadali. Hvala ti, Gospod, da se lahko v tej cvetni nedelji spominjamo tega, kar si ti storil. Gospod, da si te lahko zahvaljujemo, da te lahko povzdignemo, Jezus, kajti ti si vreden, Božji sin. Hvala ti, Bog, da ti lahko še naprej zaupamo in vemo, da boš ti, Gospod, zvesto skrbel za nas. Mi, dragi Bog, pa ti želimo zvesto naprej služiti. In tudi zdaj, ko bomo naprej slavili, naj bo proslavljeno in povzdignjeno tvoje ime, Jezus Kristus. Amen. Držiš vsak moj trenutek, vihar pomirjaš mi, me spremljaš skozi ogenj, pozdraviš me povsem, zaupam ti, trdno vem, moj zdravnik si, trdno vem, vse, kar rabim si. Trdno vem, moj si delež, trdno vem, ti več kot dovolj si mi. Jezus, prav vsem si mi. Držiš vsak moj trenutek, vihar pomirjaš mi, me spremljaš skozi ogenj, pozdraviš me povsem, zaupam ti.
Pozdravljeni, nedelja je čas, ko se cerkev zbere skupaj, da slavi in časti vsemogočnega Boga. Nažalost, se še vedno nismo mogli zbrati skupaj, toda vseeno smo povezani preko spleta. Kot vidite, sem danes v cerkvenih prostorih, da mogoče nekako začutimo ali se zavedamo, kako čudovito je slaviti Gospoda, ko smo zbrani skupaj. Ne skrbite, tudi ta čas, da se bomo lahko zbrali skupaj, bo prišel. Danes želim govoriti na temo življenje z namenom. Želim, da se najprej vsi skupaj pomolimo in prosimo Boga za razodetje njegove besede. Jezus, hvala ti, da smo lahko to nedeljno jutro zbrani skupaj, da se duhovno hranimo iz tvoje besede. Sveti Duh, prosimo te, ti nam jo razodevaj in govori, da se duhovno, Gospod, nahranimo, da prejmemo novo moč, mir oziroma vse, kar potrebujemo v tej situaciji. To te prosimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ne glede skozi kakšne težave gremo, Bog ima za nas svoj načrt. Želim, da to nedeljo govorimo ali pogledamo iz Božje besede, iz Janezovega evangelija od 13. do 17. poglavja. Jezus je pred smrtjo razodel ali povedal svojim učencem še nekaj zelo pomembnih duhovnih resnic. Ta poglavja so tudi za mene ena izmed najlepših poglavij v Svetem pismu. Kajti razodevajo nam, da ima Bog načrt za naše življenje. Razodevajo nam, da Bog ni nekje daleč, ampak želi imeti osebni vpliv ali odnos z nami in nam pomagati v življenju. To mogoče Slovenci, če še ne berete Svetega pisma, danes je čas, da ga začnete brati. Izpostavimo nekaj resnic, ki govorijo o Jezusu v teh poglavjih. Najprej, kar vidimo, Jezusovo življenje je bilo življenje z namenom. Janez, pisec tega evangelija, večkrat omeni, da je Jezus vedel. Poglejmo v 13. poglavje prvo vrsto. Pred praznikom Pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Jezus je vedel, da je prišla njegova ura. Jezusovo življenje je imelo jasen cilj in jasen namen. V 3. vrsti, isto Janezov evangelij, 13. poglavje, 3. vrsta, ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in da odhaja Bogu. Tudi tukaj vidimo, ker je Jezus vedel, da je prišel od Boga in da odhaja nazaj k Bogu. Njegovo življenje, ponovno pravim, je bilo z namenom. In veste, zelo pomembno je, da mi imamo življenje z namenom. Še posebej v teh težkih trenutkih, ko se vsak dan situacija spreminja, imeti jasen cilj v življenju, namen nam to daje mir in moč. Jezus je imel nekako vse pod kontrolo. Ko je umiral na križu, v 19. poglavju Janezovega evangelija 28. vrsto beremo, na to je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno
in da bi se izpolnilo pismo, rekel, žejen sem. Tukaj vidimo, Jezus na križu umira za naše grehe. Ampak še nekaj, kar je izpostavljeno, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno. Jezusov namen, njegov načrt je prišel do izpolnitve. Jezus sam pravi, kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Jezus je prišel, ali njegovo poslanstvo je, da je umrl za naše grehe. Prišel je izpolniti Božjo voljo. Kaj pa mi? Kaj pa naše življenje? Lahko bi rekli, ja, lahko Jezusu. On je bil Božji sin. On je imel moč, oblast. On je imel vse pod kontrolo. Ne. Bog ima namen ali cilj tudi za naše življenje. Božja volja za naše življenje je, da spoznamo, zakaj resnično živimo ali kaj je naš namen. Poglejmo še enkrat v Janezov evangelij 13. poglavje 1. vrsto. Pred praznikom Pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu in ker je zljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Ali tukaj vidimo, da njegova volja, njegov načrt vključuje tudi naša življenja. Prebrali smo, Jezus je zljubil svoje učence. Ali Jezus ljubi ta svet? Jezus ljubi vsakega človeka. In pravi, in je izkazal svojo ljubezen do konca. To ljubezen Jezus pokazal na križu, ker je umrl za nas, da bi v njem lahko vsakega sprejme za svojega zveličarja in odrešenika. Imeli večno življenje. Tako resno Jezus misli in želi pomagati v našem življenju. Nadalje v 15. poglavju, 15. vrsti beremo. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kar dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker se vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Ali Jezus tukaj celo svojim učencem pravi, da so njegovi prijatelji. Jezus je svojim prijateljem hotel najboljše. Ali vemo, če imamo resnično dobrega ali pravega prijatelja, nam v našem življenju ali za naše življenje želi najboljše. In kaj Jezus želi za naše življenje? Da spoznavamo Božjo voljo. Jaz pravi učencem, kar sem slišal od svojega očeta, to oznanjam tudi vam. Jezus je prišel, da razodene Božjo voljo za naša življenja. V 17. poglavju, 25. in 26. vrsta. Pravični oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih. Jezus razodeva ali moli, da spoznamo Božjo voljo, da spoznamo njegove načrte. Tako malo ljudi ve, doživlja ali veruje, da nas Bog resnično ljubi. Seveda v tej težki situaciji se sprašujemo, kakšen je Bog ljubezni, če ljudje okrog nas umirajo. Toda veste, mi potrebujemo
so znanje ali spoznanje Božje volje za našega življenja. Poglejmo v 16. poglavje, od 12. do 15. vrste. Še vedno smo v Janezovem evangeliju. 16. poglavje, od 12. do 15. vrste. Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo vedel vso resnico, ker ne bo govoril samo od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodne reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima oče, je moje, zato se vam rekel, iz mojega jemlje in vam bo oznanjal. Ali tukaj pravi jaz učencem, da želi razodevati Božjo voljo. Toda so trenutki v našem življenju, ko nismo pripravljeni, da bi jo sprejeli. So trenutki, ko nismo dovolj zreli, da bi razumeli. Zato včasih pridejo težke okoliščine, da začnemo razmišljati drugače. Nažalost, si človek največkrat vzame čas za Boga, ko je v stiski ali težavah. V tem času lahko veliko slišimo ali spremljamo ali tudi molimo, Bog pomaga nam. In to je dobro in to je pomembno, ker je Jezus rekel, naj molimo, naj prosimo, ker je Jezus obljubil, da bo pomagal in dal odgovore. Toda to ni dovolj, če to delamo samo tedaj, ko smo v stiskah ali težavah. Bog želi razodevati svojo voljo, ali Bog ima čudoviti načrt za naše življenje. Kakor je Jezus vedel ali poznal svoj namen, tudi mi, kristjani, moramo vedeti ali poznati, kaj je smisel ali kaj je namen našega življenja. Želimo iti malo globlje, smo pripravljeni. Poglejmo 15. poglavje, 16. vrsto. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Ali tukaj Jezus pravi svojim učencem, da jih je izbral, da jih je izvolil, da jih je postavil, da gredo in obrodijo sad in da sad ostane. Obstaja zemeljsko življenje, kjer živimo, kjer ustvarjamo, kjer nekako prinašamo nek sad življenju. Toda obstaja tudi večno življenje. Obstaja življenje ali namen, ali sad, ki ga bomo odnesli sabo v večnost. Zato je pomembno tukaj na tej zemlji, ali namen našega življenja je, da živimo za to življenje, ampak da se tudi zavedamo in živimo in delamo in smo usmerjeni v večno življenje. Vse, kar delamo na tej zemlji, bomo nekega dne zapustili. Vse, kar delamo za minljive stvari, bo nekega dne ostalo tukaj na tej zemlji. Vse, kar delamo za večnost, pa gre z nami v večno življenje. In veste, to je en izmed najbolj globokih namenov ali smisla življenja, katerega živimo, ali življenja z pravim namenom. Ne obupajmo, če gremo skozi težke situacije. Vsi smo poklicani, ali kot sem rekel, Bog ima načrt za vsakega človeka
tudi v težkih situacijah. Kdo bi si mislil, kako pomembna naloga ali odgovornost ali služba, kakorkoli je, bi bila ostani doma. To bi se nam pred enim mesecem zdelo popolni nesmisel. Ampak tako pomembno je v tem trenutku ostani doma. In jaz bi rekel, ne obupaj, če moraš ostati doma. Razmišljaj o Božjem načrtu v svojem življenju, ko si doma. Ali pomoči vsi, ki so, kako rečemo, na nekih prvih bojnih linijah, zdravstveni delavci, civilna zaščita, naši voditelji, ljudje, ki so na pomembnih, odgovornih položajih, kjer odločajo, kako naj živimo ali delamo naprej. In so 24 ur na dan v stiski ali obremenjeni. Ne obupajte. Čudovito je. Čeprav je težko, ampak pomagati in delati, da vsi skupaj preživimo. Ali nekaj, kar je še moče posebej pomembno, da se tudi spomnimo v teh situacijah ali trenutkih, da obstaja en večni namen. Božja volja. Ali Jezus je prišel na ta svet, ne samo za zemeljsko življenje, ampak še posebej za večnost. V pismu Rimljanom 14. poglavju, 17. vrsti beremo takole. Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Božje kraljestvo, pravi Jezus, oziroma Božja beseda, ni samo jed in pijača. Veste, vse, kar se moče dogaja v tem trenutku, ta težka situacija, še vedno nekako se vrti vse okrog preživetja tukaj na zemlji. Toda Bog, Jezus je prišel za večni namen. Božje kraljestvo je večno in pravi, Božje kraljestvo ni samo jed in pijača. In dragi bratje in sestre, vsi, ki poslušate, naše življenje, to zemeljsko življenje, ni samo zemeljsko življenje, ampak obstaja nekaj mnogo več. Obstaja Božje kraljestvo, večno kraljestvo, za katerega pravi, je pravičnost. Obstaja Božje kraljestvo, obstaja pravični Bog, ki bo nekega dne vladal in kraljeval v svoji pravičnosti, v svoji popolnosti, kjer ne bo izkoriščanja, kjer ne bo pomanjkanja, kjer ne bo virusa, kjer bo eno življenje v izobilju, o katerem govori tudi Jezus. In to bi nam, kristjanom, moralo biti jasno. To bi nam moralo, ali nam prinaša ta notranji mir. Tukaj na tej zemlji smo samo začasno. To je samo en del v našem življenju. Namen našega življenja je, da smo ustvarjeni za večnost. In veste, to nam zelo jasno nekako v naši notranjosti govori to hrepenenje. Želim živeti. Potem pravi Božja beseda, da je Božje kraljestvo mir. Mir. Bog ne potrebuje miru. Mir potrebujemo mi. Strah, negotovost, v katerem smo moče v tem trenutku. Ne pozabimo. Ali tedaj, ko poznamo Božji namen, ko poznamo Božjo voljo, da nismo slučajno tukaj na zemlji, da bo tudi te trenutki mimo, in ne samo, da do mimo, da prihaja večno življenje, ali da prihaja to Božje kraljestvo. Veste, to nam daje tudi en notranji mir in zagotovilo, da je vse pod Božjo kontrolo.
In potem pravi Božja beseda, da je Božje kraljestvo tudi veselje v svetem duhu. Poglejmo še v 14. poglavje Janezovega evangelija, od 1. do 3. vrste. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. O, kakšna čudovita obljuba Jezusa. On je prišel, njegov namen je, da živimo s Bogom vso večnost. Jezus je opravil svoje poslanstvo. Umrl na križu za naše grehe. In odšel nazaj k nebeškemu očetu. Mi danes imamo možnost in priložnost, ali želimo sprejeti njegovo voljo, njegov namen za naše življenje, ki ni samo tukaj na tej zemlji, ampak tudi v večnosti z vsemogočnim Bogom. Ali sam Jezus pravi, prišel bom ponovno in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In veste, to je ena tolažba. In ne samo tolažba, eno veselje, ki ga daje Sveti Duh, ki ga razodeva Božje kraljestvo. Da nismo slučajno samo na tej zemlji, v kateri velikokrat doživljamo trpljenje in stiske. Ampak Božji namen je, da živimo večno življenje. Ali tudi namen, ali življenje z namenom, tudi mene in tebe, da živimo tukaj z odgovornostjo, da pomagamo drug drugemu, kako premagati to krizo. Ali na drugi strani, tudi pride dan, ko bomo šli v Božje kraljestvo in skupaj z Bogom živeli eno popolnoma drugačno življenje. Jezus je umrl za grehe vseh ljudi. In v Božje kraljestvo pridemo, ko povemo Jezus, odpusti mi moje grehe. Sprejemam te za svojega zveličarja in rešenika. Želim spoznati tvojo voljo, tvoj namen v mojem življenju. In želim se na koncu pomoliti. In moče najprej, da se pomolimo za vse tiste, ki kljub temu, da smo Božji otroci, vseeno v tem nemirnem času, rabimo več miru, rabimo spodbudo. Želim moliti prav za vas. Jezus, mi se vsi združujemo v molitvi in pomagaj vsakemu, ki se moče v tem trenutku počuti osamljenega. Jezus, mir, ki prihaja od tebe. Sveti Duh, deluj v njihovih srcih in vsem nam daj, da ti zaupamo v tej situaciji. Ali se tudi zavedamo, da obstaja Božje kraljestvo, da ti si umrl, da bi nekaj dne živeli skupaj v tvoji slavi. Ali dokler se to ne zgodi, ti nam pomagaj. Tudi zdaj, da skupaj, Jezus, spodbujamo, pomagamo drug drugemu na različne načine. Da gremo tudi skozi to situacijo, ali tudi v tej situaciji opravimo namen poslanstvo, katerega imamo tukaj na zemlji in nekega dne, Jezus, da smo pri tebi v večnosti. Jezus, prosim te tudi za vse, ki delajo z bolniki oziroma zdravstvenimi delavci.
Jezus, civilno zaščito, našimi voditelji, ljudje, ki so na odgovornih mestih, Gospod, ki mogoče izgubljajo moč. In te prosimo, jaz te prosim, ti jim daj moč, Jezus. In tudi njim pomagaj, in vse nam pomagaj. Nismo slučajno na tej zemlji, ampak da obstaja ta čudovita večnost. In da je to življenje, Gospod, tudi ta težek trenutek, s katerega moramo zdaj iti, samo en del tvojega načrta, Jezus, življenja, ki prihaja od tebe, večnega življenja. To te prosim, v tvojem imenu, Jezus. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in ostanite zdravi in močni v molitvi. Amen. Nekega jutra, sredi Južne Amerike, sem se s puško na rami in kosilom v žepu odpravila potepat naokoli, kot po navadi. Kaj hitro sem postala utrujena in lačna, zato sem se usedla na neko deblo podrtega drevesa ob poti in uživala ob sendvičih. Bilo je čudovito tropsko jutro. Barve gozda so bile tako lepe in tople. Okoli mene so pele ptice. Vendar mojo pozornost je pritegnilo žvrgolenje enega posebnega ptička. Ta je letal okoli neke krošnje in pomislila sem, v tej krošnji se zagotovo skriva njegovo gnezdo. Toda ptiček se mi je zdel nekako vznemirjen, zato sem vstala in šla pogledat, kaj ga vznemirja. In lahko sem ugotovila. Tik ob drevesu sem zagledala eno najbolj strupenih kač Južne Amerike. Njene oči so se svetlikale in gledale so v svoj plen v gnezdu. Njen jezik je hitro švigal not in ven. Toda opazila sem še nekaj zanimivega. Ptiček je še kar naprej letal okoli krošnje, kot da če bi nekaj iskal. In kaj kmalu se je vrnil z tole vejico v svojem kljunu. Z vejico je pristal čisto blizu gnezda in v celoti in previdno pokril svojo izbranko in svoje otročičke. In pomislila sem, kako je Bog temu ptičku ravno v pravem času pokazal, kaj mora narediti, da je ukrepal hitro in brez zamujanja. Potem pa se je ptiček vsedel na najvišjo vejo tega drevesa in mirno čakal. Kača pa se je že plazila po deblu in že je bila blizu gnezda, da bi napadla svoj plen, ptice, in njene svetlikajoče se oči so še nekaj trenutkov gledale v ptice, nato pa se je obrnila proč, kot da če bi jo nekdo udaril. Kača se je v celoti obrnila ploč in splezala dol po deblu in se zgubila v visoki travi. Lahko si predstavljate, kako me je zanimalo, zakaj je to naredila. Nisem razumela, zakaj bi se obrnila proč in zbežala, ko pa je praktično imela svoj plen že pred sabo. Prav tako nisem razumela, kako je lahko ptiček tako mirno sedel in gledal celotno situacijo do konca srečanja s kačo. Zato sem se približala k gnezdu in ptičku vzela tole vejico in tako odhitela domov, vse povedala svojemu prijatelju, ki je živel tam in se je spoznal na take stvari, in mu pokazala tudi vejico. No, potem mi je povedal, da je to vejica nekega strupenega drevesa, strupenega za kače, in zato se kače nikoli ne dotaknejo te vejice. In ta majhen, nemočen, ubog ptiček je tole vejico uporabil kot zaščito pred sovražnikom. In pomislila sem, tudi jaz imam podobno zaščito. Moja zaščita je Jezus. Mogoče se je zdelo tako nenavadno, da lahko majhna vejica zaščiti ptička pred nevarnostjo. In tako se včasih tudi nam zdi tako nenavadno, da nas lahko Jezus še danes ščiti pred nevarnostjo. Veste, Jezus je res umrl za grehe celega sveta.
vendar njegovo odkupitev in večno življenje dobijo samo tisti, ki ga sprejmejo za svojega odrešenika. Ptiček je v svoji situaciji uporabil znanje, ki mu ga je dal Bog. Uporabil je vejico, ki jo je dal Bog, da bi se zaščitil pred svojim sovražnikom. Naš sovražnik pa je Satan. Bog mu pravi tudi stara kača ali hudič. Ampak Jezus je na križu umrl in svojim pokopom in vstajenjem premagal Satana in tako je postal ščit pred grehom za vse, ki verujejo v njegovi besedi, torej svetemu pismu, in ki ga sprejmejo za svojega odrešitelja. O tem Jezusu pa beremo v svetem pismu. In če želiš ta teden še sam prebrati kakšno zgodbo o Jezusu ali pa o kakšnih drugih božjih junakih, lahko tudi sam v roke vzameš sveto pismo, ki je zakladnica takšnih in drugačnih zgodb, napetih in zanimivih, ki nam dajo veselje in upanje.